Lep pozdrav, moje ime je Dario Berginc, sem docent na GEA College, fakulteti za podjetništvo, kjer predavam predmet načrtovanje rasti podjetja, Business Plan Basics in podjetništvo med podjetniki. V svoji karieri imam kar nekaj let delovnih izkušenj tudi iz prakse, kjer sem pisal poslovne načrte podjetnikom, podjetjem in tudi svetoval pri načrtovanju razvoja podjetja. Namen današnjega predavanja je, da vam predstavim ključne elemente poslovnega modela in poslovnega načrta. Pa bom začel z enim citatom, ki pravi: cilj brez načrta je samo želja. Vsi delamo neke načrte v življenju, tukaj ne govorimo samo o podjetništvu, ampak vemo, vsak nogometna ekipa hoče zmagati, mora narediti načrt, kako bomo prišli do te zmage. Vojaška enota hoče osvojiti določeno ozemlje, ravno tako mora narediti načrt. Politik hoče zmagati volitve, mora narediti načrt. Tako da načrtovanje je precej širše od podjetništva v resnici in je nekako noter v naših genih. In ko govorimo o podjetništvu, verjetno imate, vsaj nekateri od vas, ki imate podjetniške ambicije, si želite nekoč ustanoviti podjetje, ste odkrili neko tržno nišo, kjer bi lahko recimo bolje naredili kakšno rešitev od konkurence. To je, recimo, vaš cilj, oziroma v tej fazi želja. Ampak kaj pa zdaj rabite? Rabite tudi načrt. Se pravi, in o tem bomo danes govorili. Na kakšen način ustanoviti podjetje, raziskati trg, narediti izdelek, pridobiti ekipo in na ta način tudi tisto željo tudi izpolniti. Naslednji citat, ki si lahko pogledate, pravi: Hope is not a strategy. Torej, ko gremo v podjetništvo, ne smemo nikoli razmišljati v tem smislu, sej bomo že nekako, dajmo odpreti podjetje, pa bomo videli, bo že nekako, bomo že sproti videli. To ni strategija. To je loterija, lahko kupimo srečko, mogoče bo, mogoče ne bo, večja verjetnost, da ne bo, in na tem ne smemo temeljiti. Se pravi, moramo tisto željo tudi kombinirati z analitiko, z znanjem, z raziskavami, in to si bomo danes pogledali, kaj nam je na tem področju na voljo. Poslovni model in poslovni načrt sta dva zelo sorodna koncepta. Če čist plastično na začetku pojasnim, kakšna je razlika med njima, je poslovni model predstavitev poslovne ideje, zelo enostavna predstavitev poslovne ideje na eni strani. Po drugi strani je poslovni načrt dokument. Dokument, ki ima svoj redosled, je bolj podroben, bolj poglobljen. Predstavitev preko poslovnega modela je bolj kreativna, kot vidimo, se damo tudi neke barve, to se ponavadi dela na startup vikendih, ko se da postit listke, se lepi gor, to delajo timi, in je tudi sam proces kreiranja tega precej kreativen. Tudi imajo rajši investitorji, predvsem vemo, da je poslovni model, kot tudi Canvas ga imenujemo, izšel iz Silicijeve doline, tam, kjer se zbirajo najbolj inovativni podjetniki in tudi investitorji, in je tudi namen tega predvsem kratka predstavitev investitorjem. Po drugi strani je poslovni načrt bolj analitično delo in je bolj primeren recimo za banke. Ne boste, če boste prišli z poslovnim modelom z eno stranjo na banko, bodo oni zelo to težko razumeli, ampak če boste prišli, po vsej verjetnosti bodo zahtevali poslovni načrt, kjer je zadeva tudi malo bolj poglobljena. Torej, oba koncepta sta sorodna. Najboljše sosledje je, da na začetku naredimo najprej poslovni model, in ki ga potem v nadaljevanju razdelamo v poslovni načrt. Namen poslovnega modela oziroma poslovnega načrta
je predvsem predstavitev in prevetritev poslovne ideje. Se pravi, da sami, kot podjetnik, to najprej damo na papir. Ker ko govorimo, prijateljem tam o pivu ali pa kavi, kaj bi lahko naredili mi, to je vse lepo in prav. Ampak ko pa damo na papir, zadeve postanejo malo drugačne. In takrat začnemo več razmišljati, bolj tudi popravljati, vidimo, kakšna zadeva ni tako, kot smo si sami zamislili, ampak je malo drugačna. In zato tudi rečemo preveritev. Se pravi, da preverimo, da damo tudi, ko predstavimo, dobimo tudi feedbacke, se pravi povratne informacije od potencialnih investitorjev, ki nam pomagajo izboljšati in dopolniti poslovni model ali pa poslovni načrt. Pridobitev investitorjev, tudi kreditodajalcev, tudi predvsem v primeru poslovnega načrta. Če boste šli na banko pa želeli dobiti kredit, je velika verjetnost, da bo banka zahtevala od vas, da pripravite tudi poslovni načrt. Če boste hoteli pridobiti investitorja za vaše podjetje, je prav tako velika verjetnost, da bo zahteval poslovni model in tudi poslovni načrt. Tudi, ko boste zbirali tim, se pravi, vi boste začeli, mogoče 1, 2 ustanovitelja, ampak boste rabili tim, se pravi, še 1, 2, 3, 4, ki pridejo v vašo podjetniško ekipo. In tudi oni bodo hoteli videti, kaj se v bistvu bo dogajalo s podjetjem v naslednjih 2, 3, 4, 5 letih. Zato tudi za njih je primerno, da jim tudi date tudi neko obliko v eni ali drugi verziji, se pravi, ali poslovni model ali poslovni načrt. Pridobitev nepovratnih sredstev je tudi en možen namen, recimo, če greste pol, ko je podjetje že malo uveljavljeno, če se hoče prijaviti na sredstva evropskih skladov, je tudi velika verjetnost, da bodo te vloge zahtevale, da bo tudi ena vsebina podobna poslovnemu načrtu. Tako da tudi za tam se da uporabiti poslovni načrt. Vidimo, da je namen večplasten. Prvič, naj ponovim, podjetnik ga naredi zaradi sebe, potem v naslednjih fazah pa zaradi drugih ciljnih javnosti. Torej, najprej naredimo poslovni model, to se da v relativno kratkem času, tudi če imate neko ekipo, ki ga potem razdelamo v poslovni načrt. Prednost poslovnega modela je, da ga lahko hitro spreminjamo. Ko naredimo enkrat poslovni načrt, je težje spreminjati. To vemo, ko enkrat imamo en dokument, je vseeno težje, kot če spreminjamo tisto eno stran. Če si čisto na kratko pogledamo, kaj je poslovni model, iz česa je izvira, se pravi, smo rekli iz Silicijeve doline, naredili so ga podjetniki, iz prakse izvira, avtorja Osterwalder pa Pinjeu, ampak drugače je sodelovalo več kot 500 takih in drugačnih podjetnikov zraven pri graditvi tega modela. V sredini imamo vrednostno ponudbo, vidimo, kaj podjetje prodaja, kakšno vrednost, kakšno rešitev ponuja kupcem. To se nekako opiše, predvsem, kje je ta rešitev boljša od konkurenčnih. Tukaj je ta fokus. Potem imamo tam na desni odnos oziroma struktura odjemalcev skrajno desno, kdo so naši kupci, kdo so naše stranke, kakšne so želje in potrebe njihove. Tam to definiramo, tam imamo odnosi z njimi, na kakšen način gradimo odnose, na kakšen način komuniciramo z njimi. Spodaj so distribucijski kanali, se pravi, kako jim mi to našo storitev ali izdelek predajamo. Na levi imamo partnerska mreža, kdo so tisti naši partnerji, s katerimi še sodelujemo pri naši poslovni ideji. Niso to kupci, ampak so naši poslovni partnerji, ki nam pomagajo, s katerimi si pomagamo graditi to našo vrednost. Potem imamo na skrajni levi ključni viri, se pravi, kaj bomo potrebovali, koliko ljudi, koliko denarja, koliko sredstev, koliko know-howa za zgraditi to našo poslovno idejo. Ključna opravila, se pravi aktivnosti, da smo konkretni, navedemo 1, 2, 3, 4, 5, kaj bomo naredili do kdaj. Na
levi strani imamo spodaj stroške, se pravi, kakšne stroške nam bo poslovni model generiral. In tam opišemo na kratko, kaj bo, se pravi, delovna sila, najemnina, know-how, administrativni stroški in tako naprej, ne? Kot si bomo pol pri poslovnem načrtu bolj podrobneje pogledali. Potem na desni pa imamo prihodke, se pravi, kaj bomo zaslužili, kje bomo, na kakšen način bomo mi to monetizirali, to poslovno idejo. To je zelo na kratko, imamo teh 9 gradnikov, bomo videli, bolj podrobno si bomo pogledali v poslovnem načrtu, boste videli, da se zadeve so si zelo podobne. Torej, to je bil poslovni model. Zdaj pa gremo poslovni načrt. Poslovni načrt, smo rekli, je bolj analitičen, bolj poglobljen. Ko poslovno idejo razložimo na primeru poslovnega modela, gremo v bolj podrobne analize. Poslovni načrt pa ima naslednjih 10 bistvenih sestavin. Na začetku je predstavitev poslovne ideje, se pravi nek povzetek, kaj bomo pravzaprav sploh počeli, kdo smo, kakšno rešitev imamo in tako naprej. Drugi sklop si bomo podrobneje pogledali v nadaljevanju, definiramo poslanstvo, vizijo, cilji, SWOT analiza, se pravi, kje smo, kam gremo, zelo na kratko. Potem panoga in trendi. Gremo, kaj se dogaja v panogi, kakšni so trendi, se pravi, da nekako dokažemo, da vemo, kaj se dogaja okrog, se pravi v naši panogi, da smo naredili tisti homework, tisto domačo nalogo, vse te analize. Analiza kupcev, zelo pomembna zadeva, ključna pravzaprav pri poslovnem načrtu in poslovnem modelu, da dobro poznamo kupce, to je tisto ključni element, če mi dobro poznamo kupce, pol bomo znali tudi vedeti, kaj kupci potrebujejo in kako jim to prenesti skozi izdelek, storitev, tisto dodano vrednost. Analiza konkurence. Vemo, ko pridemo mi na trg, se vedno srečamo z nekimi rešitvami, ki že obstajajo. In tukaj moramo biti zelo previdni, tudi ne govoriti ni konkurence, ker konkurenca vedno je tako ali drugače, če ni neposredna, je posredna. Najti moramo tiste ključne elemente, tiste konkurenčne prednosti, kje smo mi boljši, kje je naša rešitev boljša in tukaj noter to definiramo. Pol imamo trženjski splet, na kakšen način bomo prodajali, se pravi izdelek, po kakšni ceni, s kakšnimi promocijskimi strategijami pa distribucijskimi kanali. Finančne projekcije, tukaj je zelo pomembno, predvsem za banke, za investitorje so finančne projekcije ključne, kajti finančne projekcije nam pokažejo, nam monetizirajo, kot rečemo, poslovno idejo. Se pravi, koliko pravzaprav bomo mi vse te analize, ki smo jih naredili, kako jih bomo zaračunali kupcem, kako bomo kontrolirali stroške in ali bo ideja tudi prinašala določen dobiček. To se nekako pričakuje. Pol imamo organizacija podjetja, se pravi, kdo stoji zadaj, kakšna ekipa je zadaj, ker poslovni načrt, poslovni model, vse to so dokumenti, ampak ekipa, ki je zadaj, je tista, ki bo to izvedla. Noter lahko napišemo, pravijo, papir prinese marsikaj, lahko se da noter napisati, ampak nekdo, ki bo to izvedel, da mu investitorji verjamejo, ali pa bančniki, je to ključno, da mi znamo dobro ekipo predstaviti. Potem imamo ocena tveganj, se pravi, ali smo pripravljeni na take in drugačne presenečanja, ali imamo plan B, plan C, kaj se bo zgodilo, če nam recimo kupci ne plačajo, ali imamo rezervo, recimo, kako bomo plačali plače in tako naprej. Razmišljamo o teh stvareh. In tudi tukaj se vidi, koliko je podjetnik se pripravil na to, na te nepredvidene dogodke, se pravi, nekako mi se ne smemo bati teh dogodkov, ampak važno je, da jih nadziramo, da imamo odgovor nanje. To je pomembno, da imamo zadeve pod kontrolo. In na koncu, čisto na koncu je terminski načrt, se pravi, kaj bomo dokdaj naredili in kdo je odgovoren. Čisto enostavno, en redosled tistih aktivnosti, ki jih bomo izvajali. Zdaj, če pogledamo povzetek poslovne ideje, je ključno, to je ključno, se pravi, da znamo v 2-5 minutah povedati bistvo. Se pravi, kakšen je izdelek, storitev,
kakšen problem rešuje, zelo pomembna stvar. Problem definiramo oziroma ozremo se na problem, ki ga ima kupec in mi ponudimo mu rešitev, to je ključno, ne? Šele potem to zapakiramo v izdelek. Kdo je ciljna skupina? Sprav, nikakor ne morejo biti to vsi, ampak zelo fokusirano naj bo, ne? A so to študenti, a so to upokojenci, a so menedžeri, a so podjetja, ne? A so turisti. Zelo jasno definirano. Podjetniška ekipa in reference, se pravi, kdo je zadaj, a ne pa kaj si je ta ekipa do zdaj že naredila. Dostikrat se tudi definira v teh predstavitvah, koliko kapitala potrebuje ekipa, a ne, recimo za prvih 6 mesecev toliko in toliko tisoč evrov za plače, za najemnino, za računalnike, opremo in tako naprej. Elevator pitch, gotovo ste za to že slišali, imate veliko primerov na spletu, a ne, na kakšen način se da recimo vse to v 2 minutah povedati. To je tudi dobro, da trenirate, ker na ta način si tudi sami marsikakšno zadevo razčistite. Poslanstvo, na začetku, a ne, rečemo, tukaj je Peter Drucker, a ne, on je rekel, poslanstvo podjetja je zadovoljevanje potreb kupcev. A ne, to je ključno, to je tisti why, tisti zakaj gremo v podjetništvo. Ne gremo v podjetništvo zaradi denarja, a ne, denar je stranski produkt našega uspeha. Vedno se moramo spraševati, a ne, kaj so naši kupci, ali zadovoljujemo potrebe in želje naših kupcev. Tukaj imamo primer Facebooka, na kakšen način se komunicira poslanstvo, a ne, pravilno je, na zahodu je to bolj, a ne, nekako dodelano, pri nas nimamo še toliko te navade, da bi se zdaj toliko poslanstvo, da bi ustanovitelji, direktorji to komunicirali tako na neposreden način, kot to delajo recimo v Združenih državah Amerike. Recimo Facebook, a ne, je imel poslanstvo enkrat, se pravi, povezati ljudi, a ne, med sabo. Zdaj to se tudi spreminja, ne, zdaj po novem, a ne, je tudi recimo, da se ljudem da tudi tisto moč, a ne, da so engagani, da so vključeni v take in drugačne akcije, da se sliši njihov glas, a ne. To je recimo tisto rešitev, a ne, ki ga Facebook ponuja za svoje ciljne uporabnike. Vizija, če je poslanstvo tisto, kar delamo danes, a ne, je vizija tisto, kar nas hoče pripeljati čez recimo 3, 4, 5 let. Kam hočemo priti leta 2025 ali pa 2030. Ne? Tukaj imamo primer Tesle, a ne, kako oni hočejo biti trendsetterji na tem področju. Se pravi, kako bodo oni peljali, a ne, ta flow teh električnih avtomobilov, a ne, in vsi bodo na koncu, a ne, asociirali električni avtomobili Tesla, a ne, oni so bili prvi, na ta način se v bistvu podjetje pozicionira in tudi svoj imidž na ta način gradi, a ne. Vizija je splošna, še zmeraj splošna, ne, mora biti taka močna, a ne, ampak še zmeraj ni toliko konkretna, recimo, koliko so konkretni cilji. Zato je pomembno, da po viziji definiramo jasno tudi cilje, a ne. Tukaj imamo en model SMART, se pravi, naj bi bili cilji specifični, merljivi, dosegljivi, a ne, ustrezni oziroma realistični in tudi časovno omejeni. Tukaj je nekaj primerov čisto enostavnih ciljev, kakšne si lahko recimo zastavite na začetku, a ne. Cilji so lahko finančni, so lahko trženjski, so lahko kadrovski, a ne. Tudi recimo spodaj imamo izboljšati oceno zadovoljstva zaposlenih, ne. Tudi ne smemo pozabiti tudi na to, a ne, se pravi, na te mehke cilje. Lepo je, da se fokusiramo, ne, vemo, da prodaja, a ne, je ključna, pridobivanje strank, ampak če nimamo zadovoljnih zaposlenih, tudi tistih ciljev ne bomo oziroma jih bomo težje dosegli, ne. In zakaj je pomembno, da so cilji specifični pa merljivi, a ne? Zato, da lahko vidimo, koliko smo napredovali, a ne. Se pravi, a bomo mi dosegli tisto številko, tisto oceno 4,5, ne, do leta 2023, ne. To je nekaj, kar nas zavezuje, delamo na tem, a ne, moramo tudi nekaj aktivnosti sprožiti, a ne, in tudi zaradi tega, da vidimo, ne, leta 2023 bomo ponovno postavljali cilje in si lahko zastavimo do leta 2026, recimo, da je cilj doseči oceno 4,8, a ne. Na tak način napredujemo in tudi merimo, kako napredujemo, ne. SWOT analiza je
verjamem, da ste večina že za to slišali, en tak zelo enostaven in koristen element ali pa analiza, rečemo, vsega, kar se dogaja v podjetju. Se pravi, prednosti, slabosti, rečemo danes, se pravi, kaj ima podjetje, kje je močnejše, kje je dobro, kaj izpostaviti, in kje pa je recimo kje so šibke točke, ki jih lahko popravimo. Po drugi strani so priložnosti in nevarnosti tiste, ki jih gledamo bolj na dolgi rok, se pravi 3 do 5 let, pa tudi malo širše. Se pravi, tudi upoštevamo kakšne recimo konkurente, ki bodo mogoče šele prišli čez 3 leta. V glavnem, SWOT analiza mora biti konkretna, se pravi, čim bolj konkretno. Ni dovolj, da rečemo, da smo kakovostni. Treba je argumentirati, kaj to pomeni. Imamo ISO standard, imamo kakšno nagrado najboljšega dobavitelja, recimo, imamo kakšne pohvale kupcev, smo zmagali na kakšnem tekmovanju. Čim bolj konkretno je potrebno to definirati. Potem imamo analiza panoge. V panogi definiramo vse tiste ključne sklope, tukaj imamo primer Porterjevega modela. Porter je profesor na Harvardu za strategije, on je tudi sestavil ta model, na kakšen način mi na zelo enostaven način lahko definiramo panogo. Vidimo, v sredini imamo rivalstvo med obstoječimi konkurenti. Se pravi, pogledamo, kaj se dogaja, koliko je konkurentov, koliko je močna konkurenca, kje smo mi lahko boljši, kdo so lideri. Na desni strani imamo kupce, pogajalska moč kupcev, kdo so kupci, koliko močni so, koliko se moramo z njimi pogajati. Na levi so dobavitelji, to je tudi odvisno, velika razlika, ali imamo enega dobavitelja, ali imamo 50 dobaviteljev, to se tudi pogajalska moč kaže. Manj kot jih je, večja je njihova pogajalska moč. Zgoraj imamo potencialni konkurenti, se pravi, ki bodo še prišli v panogo. Če je panoga privlačna, v določenih trenutkih, recimo panoga kriptovalut, je v določenih časovnih obdobjih zelo privlačna in se ustanavljajo podjetja, prihajajo novi konkurenti in tako naprej noter. Po drugi strani imamo kakšne panoge, ki zamirajo in niso privlačne in bolj podjetja odhajajo ven, kot prihajajo noter. Tako da zelo je pomembno, kakšna je naša panoga, koliko raztoča. Potem imamo spodaj substitute. Substituti so taki nadomestki, se pravi, pametni telefon je recimo lahko en tak primer substituta za veliko enih stvari, in lahko samo ugibamo, koliko je recimo pan industrij praktično propadlo zaradi pametnih telefonov. Analiza trendov, tukaj nekako dokažemo, da gremo naprej, da smo preštudirali tudi tisto, kar bo se dogajalo. Se pravi, ne samo tisto, kar se zdaj dogaja, ampak tisto, kar se bo. Tukaj imamo take in drugačne modele, recimo PEST analiza je ena od teh. Pogledamo splet od ekonomskih, demografskih, družbenih, tehnoloških trendov. Tisti trendi, ki so v bistvu najbolj pomembni za nas. Če smo tehnološko podjetje, moramo se pravi upoštevati tehnološke, bolj preštudirati, analizirati tehnološke trende. Če se bomo ukvarjali recimo z starejšimi skupinami, so ti trendi recimo pomembni, da bo leta 2060 tretjina Slovencev starejših kot 65 let. To na tem v bistvu delamo pol analize in tako naprej. Pol imamo recimo te pandemije, se pravi, bo treba očitno upoštevati tudi v prihodnosti, da se bodo te zadeve tudi pojavljale, tudi naprej. Klimatske razmere, spremembe in tako naprej. Okoljska varovanja okolja, poskušamo naše izdelke, storitve tudi vezati na to, da varujejo okolje. To je zelo koristno in tudi nam tudi dviguje imidž. Analiza kupcev. Kupci so tisti, ki imajo, na katere se najbolj fokusiramo. Se pravi, namen, kriteriji so tisti, da so oni pripravljeni kupiti ta izdelek, se pravi, imajo kupno moč in so tisti, ki odločajo o nakupu. Imamo primer, recimo, otrok, ki želi neko igračo, ampak kupec je pa v resnici starš, zato se moramo mi na starša fokusirati, on je tisti odločevalec. Ključni so nakupni motivi, se pravi, želje, potrebe, rečemo gain, neke koristi, in pa strahovi in skrbi. Ali
pain, ne, se pravi, koristi, več neke ponudbe, več prostega časa in tako naprej, ne. Strahovi so pa lahko recimo bolezen, pomanjkanje časa in tako naprej, ne. In mi ta pain, nekako z našim izdelkom zmanjšamo, ne. Kupci so specifični, to je zelo pomembno, včasih je veljalo, da so kupci anonimni posamezniki, s katerimi se ni treba ukvarjati, danes je ta marketinška veda zelo, zelo močno razdelana, vemo, da so skupine take, imajo svoje značilnosti, tukaj je recimo primer profil od uporabnikov Twitterja, vidimo 6 različnih skupin, so oni definirali glede na to, kaj ljudje pišejo gor, ne, in točno se da lahko definirati, kaj določena skupina rabi, in to je namen, da se tudi prilagodimo, in tudi vsako podjetje mora te raziskave delati, da vidi, kakšni segmenti kupcev, kakšne segmente kupcev ima in na kakšen način se je potrebno prilagajati, ne. To naredimo z raziskavo trga. Verjamem, da ste že vsi se večina srečali z kakšno anketo, kakšnimi intervjuji in tako naprej. Intervjuji, fokusne skupine, to je vse koristno, da naredimo, ne. Intervjuji, fokusne skupine štejemo za kvalitativne raziskave, se pravi, mi gremo v globino, sprašujemo zakaj, tudi intervju recimo z nekim kupcem, zakaj, kakšen problem imate, ali bili pripravljeni kupiti, zakaj pa konkurenčnih ne uporabljate, ali pa tukaj zvemo ogromno enih stvari, ko gremo nekako v globino. In namen je, ponavadi je dobro, da naredimo nekaj intervjujev, naredimo kakšno fokusno skupino, tudi na fokusni skupini se pride tudi do diskusije, in je to zelo koristno, potem pa to preverimo še na anketi, se pravi na širši ciljni skupini. Hodimo na sejme, poznamo tudi recimo skriti kupec, tako da fajn je te raziskave kombinirati, da dobimo čim bolj objektivno sliko, se pravi, ne samo ene stvari narediti, ampak začnemo pa z nekim desk researchom, se pravi, kaj se dogaja na začetku, pogledamo vse te raziskave, ki so bile že narejene na spletu, ki so javno objavljene, jih seveda lahko uporabimo in pravilno citiramo, ne. Kaj naredimo z izsledki raziskave? Recimo tukaj je primer raziskave, ki so jo naredili na zbornici računovodskih servisov, in so nekako merili, kaj je v bistvu tisto ključno, kar stranke najbolj cenijo pri računovodskih storitvah, in vidimo, da so natančnost, recimo, da je tista, so v bistvu tiste prve, kriteriji, cena je pa šele tam na 7. mestu, vidimo, se pravi, če vidimo, da če mi naredimo tako raziskavo, pa dobimo take rezultate, potem je jasno, da moramo iz tega narediti neke ukrepe, se pravi, povečali bomo natančnost, vse tiste kriterije tam na začetku in po drugi strani lahko ceno zvišamo, ker je cena, vidimo, da ni toliko odločilni dejavnik. Analiza konkurentov, kot smo že omenili, vedno se srečamo z nekimi konkurenti na trgu, nikoli nismo čisto sami. Tukaj je dobro, da definiramo tistih nekih ključnih 3 do 5 konkurentov, in jih glede na cena, kakovost, inovativnost, vse te karakteristike, se z njimi primerjamo, lahko opisno, lahko pa tudi preko takih števil, kot je tukaj primer na tej tabeli, in tam nekako vidimo naše podjetje, kje bo, tukaj recimo primer kakovost, inovativnost, tam bomo recimo mi udarili, in bomo hoteli nekako dokazati, da smo boljši od obstoječih konkurentov, Cilj je definirati konkurenčne prednosti. Se pravi, kje smo mi boljši, da kupcu znamo povedati, zakaj bi nas izbral in ne konkurenta. To je zelo pomembno, ker če mi ne znamo odgovoriti na ta vprašanja, potem tudi kupcu to ne bomo znali razložiti. Tukaj je recimo primer analize konkurentov, percepcijski zemljevid, trg čokolad, vidimo, gor je zgornji desni kvadrat, visoka kvaliteta, pa visoka cena, imamo tiste belgijske, švicarske čokolade, ki so najbolj cenjene nekako in tudi z najvišjo dodano vrednostjo. Na ta način se tudi recimo da prikazati tudi v poslovnem načrtu tam, kje se mi vidimo v primerjavi z konkurenti. Trženjski splet, marketinški splet oziroma trženjski splet, 4 P-ji, to je model 4 P-jev,
zgoraj imam na sliki je Kotler, se pravi, on je nekako tisti avtor te marketinške vede in tudi največkrat citiran avtor. In marketinški splet je zelo enostavna stvar, ki na enostaven način pravzaprav, tako bom rekel, prikaže, naše taktike, se pravi, kaj bomo naredili, kako bomo prodajali, vidimo, na sredini imamo ciljni trg, kakšen izdelek, pripraviti, se pravi, po kakšni ceni, s kakšno distribucijo, pa po kakšni promociji. In tukaj vidimo, če se spomnite tam, ko smo imeli Twitter, se moramo nekako prilagoditi, prilagoditi vsaki ciljni skupini. Ko telekomunikacijsko podjetje recimo prodaja telefone, vemo, da so za najstnike telefoni ali pa za upokojence so čist različni, Se pravi, je izdelek različen, tudi cena je različna, način promocije je različen, distribucija je različna, Se pravi, to moramo nekako upoštevati. In tudi pri promociji je potrebno upoštevati pomen zgodbe. Se pravi, zdaj, če bi vas vprašal, kater plakat vam je bolj všeč, ali spodaj levo ali zgoraj desno, predpostavljam, da vam je bolj všeč zgoraj desno, Zakaj? Zato, ker ima neko zgodbo, In ko se mi peljemo mimo in se odločamo, ali bomo šli tisto prebrati ali ne, nas nekaj tam vidimo, recimo na levi samo tekst, na desni pa je tam neka flaša, kozarec, kaj zdaj to, nas malo zanima in tukaj moramo nekako upoštevati tisti levi pa desni del možganov. Desni del možganov je bolj kreativen, emocionalen tudi, in zdaj raziskave kažejo, da če mi uspemo desno stran možganov navdušiti, potem tudi leva pride do izraza. Se pravi, desna reče, lej, tam je pa en zanimiv plakat, dajmo pogledati. In desna reče, gremo, ko pride pa do tja človek, pol pa leva stopi v akcijo, pa začne brati. Če pa desna reče, ne, nič posebnega, ne splača se hoditi tja, ker ni nič, samo nek tekst je, pol tudi leva ne pride do izraza. Tako da, samo en kratek nasvet, pri marketinški komunikaciji je potrebno obe strani možganov nekako zajeti, in emocionalni in racionalni element. Monetizacija poslovne ideje je tisto, kar sem tudi na začetku omenil, se pravi, vseh teh raziskav, ki smo jih naredili in analiz, je potrebno oceniti višino prodaje, stroške, investicije, in ta prehod je nekako najtežji, ko je potrebno zadevo spraviti v številke. Začnemo zelo enostavno, se pravi, koliko naših izdelkov, po kakšni ceni bodo naši kupci kupili. Se pravi, v prvem mesecu, v prvem letu, potem gremo počasi na prvih 3 do 5 let. Zelo pomembne so predpostavke in argumentacija. Se pravi, da rečemo, mi bomo prvi mesec prodali za 1000 evrov, komu bomo zdaj za 1000 evrov prodali, a bo to en kupec, ki mu bomo prodali za 1000 evrov, ali bo 10 kupcev, ki mu bomo prodali za 100 evrov, ali bo 100 kupcev, ki mu bomo neko zadevo prodali za 10 evrov. Se pravi, argumentirati, to je ključno. Stroški, se pravi, vsak podjetnik ima neke stroške, tukaj vidimo, od ustanovitve podjetja, stroški dela so ponavadi največji, stroški plač, najemnin, blaga in storitev, računovodstvo, svetovanje, promocija, promocijski stroški na začetku, malica, potni stroški, kredit, če vzamemo kredit. Jaz svetujem, da naredite vsaj v Excelu, tako kot imate tam spodaj v tisti tabelci, recimo na mesec, koliko bi imeli recimo stroškov. Recimo predpostavka je, da boste 1000 evrov zaslužili, in spodaj pa imate prispevki, najemnine in potni stroški in tako naprej. Vidimo, da na koncu nam ostane 200 evrov. To je zelo plastičen, toliko Excela zna vsak, in to lahko tudi recimo za celo leto razgradite, upoštevate tudi sezone in tako naprej. In tukaj ni treba, da ste nek hud finančni analitik, da naredite eno tako kratko projekcijo in da imate za sebe, prvo za sebe, pol pa v bistvu tudi pol še komu date za pogledati. Ampak ključno je, da definirate te stvari. Pričakuje se, da je poslovna ideja dobičkonosna. To se nekako pričakuje. Se pravi, od lastniki, vi ne bi šli v to, če bi zadeva prinašala izgubo. Logično. Zaposleni pričakujejo, da bodo plače splačane, da bodo tudi kakšne božičnice, regresi in tako naprej, kakšne nagrade. Poslovni partnerji, vsak poslovni partner
posluje z stabilnimi partnerji, a ne, dosti rajši kot z takimi, ki ne veš, a bodo računi plačani ali ne, ne. In pa banka, ne, se pravi banka, tudi, če boste vzeli kredit, banka pričakuje, da bo vsak mesec, a ne, da boste tiste obresti pa anuiteto plačali, ne. To nič drugega ponavadi banke ne zanima, če se zadeve plačujejo redno, se niti ne bodo kaj dosti vtikali v vašo poslovno idejo. Podjetniški tim, a ne, to že na začetku sem to omenil, pomen tega, se pravi, kdo stoji zadaj, a ne, mi lahko napišemo ne vem kakšne elaborate, ne, pa naredimo super poslovni model, a ne, kreativen, a ne, poslovni načrt, vse, ampak kdo bo to naredil, kdo bo to izvedel, a ne, se pravi, a ne, a je to neka ekipa zadaj prava, ki lahko verjamemo, ne. To je ključno, da izpostavite znanje, izkušnje, kompetence, ki jih imate na tem področju, ne. Se pravi, recimo dva sta ustanovitelja, en bo skrbel za marketing, a ne, en bo skrbel za finance, programerja rabimo, dizajnerja, a ne, prodajalca, a ne, ekipa 5 ljudi, to smo že naredili, a ne, in zdaj gremo v to podjetniško idejo. Nekako je treba to suvereno pokazati, ne, mi bomo to speljali, kar piše noter. Kritična tveganja, a ne, to je tisto, kar rečemo, da ne moramo biti mi v bistvu na vse pripravljeni, ampak pripravljeni smo lahko na tiste stvari, ki jih lahko kontroliramo. To je ključno, ne, se pravi, mi moramo dokazati, da imamo tisti plan B, tudi plan C, a ne, tukaj recimo primer opišemo tistih 5 tveganj, ne, ali pa pač 8, 10, kolikor lahko ocenimo, da so, a ne, ki jih lahko kontroliramo in ki v bistvu jih lahko tudi preprečimo, ne. Recimo, neplačilo s strani kupcev, a ne, koliko je to verjetnost, da se zgodi, a ne, kakšna je stopnja vpliva, ne. Se pravi, vidimo, ne, 4, tukaj je recimo ocenjeno, ampak stopnja vpliva na naše podjetje, če nam ne plačajo kupci, ne bomo mogli plač izplačati, ne, zaposlenim in tako naprej. In kaj lahko tukaj naredimo? Zahtevamo avans, zavarujemo neplačila, ne, preverimo boniteto, a ne, že vnaprej vidimo, če je nek poslovni partner, nek kupec, recimo, da ni toliko stabilen, a ne, finančno, razmislimo, kaj bomo naredili, ne. In recimo nekdo, ki je odgovoren, recimo Jaka, ne, on bo skrbel za to tveganje, ne, pa recimo kraja intelektualne lastnine, ne, če imamo recimo nek poseben know-how, a ne, verjetnost, da se zgodi, je recimo mogoče nizka, ampak če pa nam ukradejo neki Kitajci, da nam skopirajo zadeve, pa začnejo čez 2 tedna iste stvari prodajati za 5-krat ali 10-krat nižjo ceno, je to lahko problem, ne. In tukaj recimo lahko poskušamo zaščititi, ne, vsaj kolikor je možno, a ne, v naših okvirih, ne. Na koncu, zadnje poglavje poslovnega načrta je terminski načrt. Se pravi, kaj bomo naredili, aktivnosti, a ne, nekako nek redosled, to nam kaže tudi, kakšno disciplino imamo, a ne, kot podjetniki. Se pravi, ali delamo zadeve, ali hočemo hitro iti, ali gremo počasi in tudi, recimo, ali gremo po nekem redosledu, ne, od registracije do tega, kdaj bomo uredili računovodstvo, a ne, najeli prostor, zaposlili, vzeli kredit in tako naprej, ne, podpisali pogodbe. Vse to noter v poslovni načrt oziroma terminski načrt v okviru poslovnega načrta tudi napišemo, ne. Ja, zdaj tukaj sem dal citat od Picassa, a ne, ko pravi, ne, da je vsaka zadeva, ne, vsaki zadevi je pač potreben plan, a ne, ampak je potrebno tudi verjeti v to, a ne. Se pravi, ni samo nekaj analitika, nekaj je pa tisto, kar rečemo, verjamemo, da bomo to uspeli. Tako da tukaj je poleg vseh teh analiz pa načrtov je smiselno, da damo noter res tisto energijo, tisto power, a ne, we can do this, a ne, in rečemo, bomo to naredili in to je v bistvu tisti ključ do uspeha. Tako da prišli smo do konca. Hvala za pozornost in želim vam veliko uspeha v vaši podjetniški karieri.